Zato sem se pa odločil, zato ker gospod Jan Štuger zamislil učin na več načinov. Učin na komunicirati, štiri ni zidov. Učin na potem nekaj, štiri tam na malo. Učin na tisti delaj, štiri so postavljali. Hvala, stari hvala. Grob je tudi med vami, da idemo tam, da se tam stavimo, malo premišljavamo, te čujemo v svojem srcu, pokojni župni, nam ščejem nekaj lepo pa povedati. Tako sem večkrat hodil vse na grob, pa sem čul to reč, in sem nazadnje prišel do toga, sem to začel tudi pisati. Naslov knjige je Imeni očevi. Tej naslov je zato, ker je pokojni župnik Jan Štuger vse, ko je delal v Božjem imenu. Imeni očevi si nam jaz vedel. Ne v svojem imenu, pa ne kakšnem drugom imenu, nekaj v Božjem imenu. Ne samo, da je imel mešo, ali da je moral, tudi tega je pisal molitve, pesme na stare pisalne stroje drugemu, ali pa so njemu kakšni pomočniki pomagali. Vse to je delo v imenu očevi. In tako je vsak še den tudi začne v Božjem imenu. In v knjigi, drobna knjigica, ki je naravna, Beša z ljudstvom, je tudi napisano to v začetku. Kako se pokrižamo v imenu očevi, Sina in Duha Svetega. Amen. Zato je to tudi naslov te knjige. Pa knjiga nam uči z rečmi. To, kar je napisano, kar lahko prečitamo. Uči nam vse to, kar je pokojni župnik delal, tudi na sliki, pa pred tem v Stopotevi, da je bil veroučitelj, pa da je bil kaplan, pa da je imel dolgo mešo na tišini, pa da je bil v šoli. Vse to nam uči. Nekaj ne je pa vse napisano, ko je pokojni župnik delal. Če bi tam ušteli vse to napisati, te bi mogla knjiga malo večja biti, pa malo hujša, te pa ne mogli izdigniti, pa panika ne bi pomagala, zato se dajše zbral sem v tiste klade, kar se je vidno najbolje važno, kar bi pokazali, što je bil Jan Štuger. Kar bi tudi tisti šterci v nej živo poznali, lepo videli, kaj človek je bil veliki. Je bil vreden, kar se ga spominja. Jan Štuger je delal za Slovence. 50 let v toj cerkvi, 50 let je, lahko vemo, zdigalo Gorenje zemlji. Pa ga je zdaj zdiglo više od Grebenčeka, više od Janušovega grega. Gorenje zemlji, ki je visko bolj na nebi. Najbolje zavolil njega, šter je dosta dobrega naprava, pa tudi zavolil drugih župnikov, pa zavolil tudi vas, šteri so preživeli, pa šteri zdaj preživeli. Je Gorenje zemlji veliki. Knjiga ima tudi dosta tehnologije. Šteri bolje zmerno čitajo, lahko pogledajo kaj, pa ni že kaj dosta povedal. Kaj je te človek delal? Na prvi strani tej knjig, malo sem znal, nekaj bilo to sklepano, cerkev na Semenike, pa v cerkvi stoji pokojni župnik.
slikanje bil napadal, da sem te si pa vse objasnil. Zato, ker je on bil tudi doma. To je največ delo za ljudi. To je služil ljudem. To je tudi moral v toj cerkvi. Zato naj zato tudi naj Bog veseli, kot je bil veseli, naj nam uči, kaj je lepo, kaj je dobro delati, zato ker na konci lepo, nebesa je lepo. In višno, ker pokojni župnik nebesa. Zakaj sem začel to pisati? Župnika Januša sem poznal. Naj sem se sicer dosta krat z njim srečal, pa da sem se srečal, sem včasih videl, da je eden ekstra človek. Ima nekaj v sebi, lepoga, dobrega, Bog ne bi mogel skrbno, delati v takšni žmetni časaj, kot je on imel žmetni čas, pa ne imel kakšnih pomočnikov, ki bi ga štoj podzbrinjal, kot daleč, kaj poddelal, pište, ki je daleč, kakšni drugi so najmogli, Slovenci so najmogli njemi pomagati, bil je pravzaprav sam, pa je v sebi 50 let svoje delo upravil. Te sredi sem se pa srečal še z dosta ljudmi, če so župnika srečali, so ga dobro poznali, so mi od njega pripovedavali, pa sem prečal tudi dosta njegovih pisem, štiri je pisal, in že pisma so takšna, ne samo fajne za šteti, so tudi fajne za gledati. Zato, ker je pisal s tem pisalnim strojem, malo z črnimi črkami, te bile z rdečimi, te so dve črke, pa so imeli bile straj mesto, tako je že to dosta povedlo, kot on ščet, pa ko se skriti med temi besedami, ko ne bil povedati, ko so pač bili takšni žmetni časi. Več takšnih pisem sem dolgo, ko sem jih prečital, kakšno je tudi znotraj objavljeno, ko ga lepo vidimo. Pa predvsem to, da sem se dosta predstavil pri njegovem grobu. In tam sem čutil, da župnik Januš še živi med nami. Kaj to? Ne samo pa je meral, pa ga več ne, ampak je meral, pa živi. Kaj mi uči, kaj naj mi zdaj delamo. In pred 14 leti sem skupaj z Marijo Kozak-Lukič pripravil na malo knjigico od Januša Priora in že ti sem videl, kaj je to veliki človek, da bi te bilo od njega malo več napisati. Pa nikak ne bilo prave prilike, sicer je nekaj drugo bilo, pa za to, da bi napravil, tisto predvej, pred temu drugo leto, ali pa drugi mesec, in je tam samo šlo prej, pa nikaj ne bilo. Tega časa na vola, tudi dobro mi kaj pomaga. Lani je prišel tej kitajski virus, pa smo nikaj ne mogli delati, nikaj ne iti, jaz sem pa prav vse kaj predikal. Pa sem začel misliti več na kriveno, pa sem eno napisal, pa drugo, pa tretje, pa sem nekaj šlo, pa se tu že več toga bilo, pa zatem moram končati, da te vedel do konca napisati. In sem to napisal, njegove reči, dosta njegove reči, pa kaj sem se pač tu izmislil, ampak ne da, da bi to bila laž, če ne je to točno, pa približno tako se je približno dogajalo, zato ko so mi ta drugi, če so poznali, povedali, ali sem pa spisal, pa s kakšni drugi
je zapisal, prečital. Na koncu je še intervju z Janošom Kühlerom. Najsem je mikrofon, da bi njemi držal, da bi govoril. Nekaj sem si mislil, če bi ga zdaj videl, kako on bi ne zdaj gledal na življenje, na sliki porabi. Višno bi to pravi. In kot sem napisal, vidite pa, da to preštepite, pravi, da to bi višno, Janoš Kühler to povedali, ali pa pravi, ne, in bi to malo način povedali. To je pa te vaše.